Takole, dame in gospodje, predno bom napovedal svojega današnjega gosta v podkastu Brez dlake na jeziku z Gartner Istokom. Moram se zahvaliti svojim dragim prijateljem, OxyHelp centru iz Hudinje, hiperbarična komora, torej za vse tiste, ki rabite več energije, ki bi radi boljše spali, ki vas kaj boli, pejte k njim na regeneracijo, noter se uležite za 1 uro in zadeva je res top. Torej na Hudini, hiperbarična komora, OxyHelp center, Celje. Zdaj pa, dragi prijatelji, draga družba, z mano je človek, ki je benti, da lahko rečem, da je nadlegenda. Ne? On ni samo legenda, on je fucking nadlegenda. On je človek, ki je tako ali drugače krojil in si dejansko izmislil slovensko pop glasbo. On je človek, ki je v 80-ih letih bil idejni vodja in capo di banda mega popularne skupine Pop Design, katero fura še danes s takšnimi in drugačnimi spremembami. Človek, ki je v tej skupini zamenjal preko 200 pevcev. Ne? Zakaj se je to zgodilo, ga vprašamo. Človek, ki je velik ljubitelj deklet. Človek, ki je zajadral tudi v narodno zabavno sceno. Človek, ki je ljubil punce, ki sem jih jaz poznal. Skratka, dame in gospodje, z mano je še vedno v izvrstni formi en in edini veliki frajer, človek, ki mu čas ne more do živega in človek, ki ne jebe nobenega, ne, razen tistega, ki ga mora, Tone fucking Košmerl. Tone, lepo zdrav in dobrodošel. Mislim, take napovedi pa še v življenju nisem imel. Ti bi lahko na pogrebu govoril. Lahko, ja. Ampak vidim, da si se pripravil. Čakaj, mislim. Da to ni kar nekaj. Čakaj mal, ne. Ja. Če pride pa siva eminenca popa, ne, pa siva pa sem, to pa res, sem pa že mal siv. Pa moraš neki, ne. Tone, predno bova zajadrala skozi tvojo kariero, tvoje življenje, tvoje začetke, konce, sredine, moramo iti na najbolj aktualno, najbolj očitno stvar, ki se bo zgodila 15. februarja. Povej, prosim, kaj se bo zgodilo in zakaj tistega, ki ga ne bo naredil največjo napako svojega lifea. Vse v življenje se bo sekiral tistega, ne bo. Sigurno. Namreč Pop Design praznuje 40 let. 40 let? Dobro zgledamo za ta leta, ne? Fantastično. Ja. Svaka čast. Da hitro povem, kaj se bo dogajalo. Skratka, bomo imeli nekaj gostov, predvsem pa smo ponosni, da bomo nastopili s 50-članskim simfoničnim orkestrom. 50 članov. Cantabile. Pa še posebej smo ponosni, da je aranžmaje, priredbe za te naše komade naredil Primož Grašič. Prav gotovo veš, kdo to je. To je en najboljših svetovnih kitaristov. Če te zmotim, prav razumem, to bojo predrugačene verzije dejansko teh komadov. Če gledaš tako zdaj, ne? Malo bodo drugačne, ki bodo drugače zveneli, ki bodo violine, čela, trubente, saksofoni. Ne? Predvsem bo pa to v živo. In bo zazvenel, jaz komaj čakam. Potem bomo imeli pa še goste, Wolfa, Božidarja, Dominika Kozariča, Sašo Lendero, pa še eno presenečenje, jaz vem, kdo bo, ampak če ti zdaj povem, pa ne bo presenečenje. Kaj bo ženska, moški? Bo pa en Primorc. Primorc. Fiznamo materna. Ja. Okej, mislim, dober je, ne bom drezal, ne? Ne bom pozabil na stare čase, zdaj pa ugibaj. Okej, nič več vam rekel, ne? Mi pa reči, to je pa kje? 15. februar, kje? 15. februar, Hala Tivoli ob 20. uri. Kaj pričakuješ, da bo nabito polno, ali že kaj veš, imaš že kaj podatkov? Samo še ena polovica ene tribune je v prodaji, ostalo je polno. No, zdaj pa če te vprašam, Tone, si predstavljaš ti, ko si 40 let, ne? Tudi če gledamo zdaj tujino, ne? To ni zebancija, ne? Da en band, ki je nastal v 80-ih letih, preživel takšne in drugačne spone, pace, turbulence, whatever, ne? Si lahko leta 2025 dovoli en tak velik koncert in ima tako orjaški odziv in kar je še bolj pomembno, tudi mladi pridejo, ne samo te, ki so vas takrat poslušali, pa so že večinoma mrtvi, ne? Nove generacije prihajajo. Kako ti gledaš na to, se zavedaš ti dejansko, da to ni zebancija, da to so veliki dosežki, to bo brez lažne skromnosti, moramo reči, ne? Kako gledaš na to? Jaz gledam na to, itak smo vsi malo nečimrni in jaz tle se pa lahko pohvalim. Namreč vse te pesmi, ki so takrat nastale, čez
ne vem, 20-30 let nazaj, so imeli neki vseb, ker drugače ne bi preživele. Drugače bi crkljene, po domače povedano. In ljudje, mladi tudi, vem, ker nastopamo po raznih žurkah, čagah, pridejo mladi, takrat ne pridejo stari. In mladi znajo vse na pamet. To je to, kar govorim. Ne? Na to smo še posebej ponosni. Vem pa, da bo v Hali Tivoli 15. februarja ogromno starejših. Unih, ki so bili na naših nastopih takrat, pa so se zaljubili, pa poročili, pa ločili, pa ogromno krat me srečajo, ker srečam koga. Veš, da smo se mi pa spoznala na žuru, ne vem, ki je v Sodraci leta 90. Pa so še zdaj skrb. Jaz mislim, da bo veliko tudi takih, ki se bodo hoteli spomniti to muziko, kako je bilo takrat. Kaj pa te tvoje številne ljubimke, ki si jih imel, bojo v prvi vrsti, imajo rezervirano? Bo dosti prostora? Mal bo, no. Če to govori, nekaj ti si jebač, ne? Ti si jebač, le pazi. Ja, jaz vem, da si ti. Mečken mal bo, ker se javljajo. Koliko imaš rezerviranih prostora za to? Ja, imam, ne vem koliko. 10 mogoče. Samo 10? Ja, ni placa več, no, če ti govorim. A ja, izda. Vse bo po koncertu tudi če cajt. Bo cajt. Okay. Bom podelal vse, neč bat. Na to še prideva. Ne? No in če ostaneva pri tej pop design zgodbi, ki jo zdaj dejma midva razpuca do obisti, do čist, do kosti, kako se je to začelo, kdaj se je začelo, kak je padla ideja in pravzaprav kaj je bil plan takrat s to skupino narediti, da mi malo to pot pove od začetka. Ja, težko. Če se spomni sploh. Se spomnim, me Alzheimer še ni obiskal. Okay. Ja, jaz sem prej v gimnaziji nastopil z eno skupino na Dolenjski, jaz sem z Dolenjske, s kmetom. In potem smo mi razpadali, ne? In itak jaz nekaj cajta nisem igral, ampak muzika, Iztok, ko se začneš ukvarjati z muziko, takrat podpišeš pogodbo s hudičem. To pa verjamem. In ker to ni nobeno mamilo. Nekaj časa potem nisem igral in sem takoj spet najdel band. No in z tega benda je potem nastal Pop Design. Najprej sem bila jaz sem bil ustanovni član, ker sem zbral škvadro. Potem je prišel kitarist Marinšek, ki je še danes tle v bendu. Da so ta prva in še vedno delujoča. Kmalu se je potem pojavil klaviaturist Martin Rjavec. In na začetku smo, kaj če ti reči, na začetku smo preigrali Status Quo, Creedence, coverje smo igrali. Začel se je pa tako, da je bila enkrat Eurovizija, ki včeraj Ema, si gledal? Ja. Ti je bilo všeč, ne? Meni je bilo všeč Raven, ker imam rad, ker je seksi punca, pa Julie Jones, to moram zagovarjati, pa zaradi samega sebe. Drugače pa ti bom rekel iskreno, sem šel naprej, preveč modernistično, preveč postmodernistično, pač ujamimo ta Eurosong trend, ampak nisem bil baš navdušen. Sam ne smem šimfati, ker pa se zamerim pol Slovenije, tako da super je bilo, ja. Da meni je bilo top. Ja, bilo je super, ja. Top je bilo. No, v glavnem, potem, zato sem navezal na Emo Eurovizijo, se je enkrat na Euroviziji pojavila nemška skupina Wind, Last Design in the Herz. In meni je ta komad tako všeč, da smo ga mi s Pop Design smo že takrat naredili priredbo. Pusti sonce v srce. Potem so Kingstoni tudi naredili priredbo naše, pa itak je bila že naša priredba. In mi smo izdali, takrat ni bilo še nobenih CD-jev, takrat je bila kaseta, se veš. Ti si mlad, če ti ne vem. Ne vem, pa vinilke in tako naprej, ne vem. Druga je bila pa že vinilka, Slava Vodine Kranjske. To imam doma, sam škoda, da nijem sabo. Imam jo doma. Jaz imam sam še en primer, če bi jih imel pa 50, bi pa 50 podal. Imam, to imam doma. No, v glavnem, tako se je začel. Potem smo pa kar začeli neke komade pisati, pa jaz sem začel pisati, pa Rudan je potem prišel v 89. Kdo je bil pred Rudanom pevc? Jani Marinšek. Mi smo vsi peli, ampak on je bil kao glavni pevc. Pa Rudan prišel, pa ta plata, ki je išla, ki je bilo to prahu dvignega že zaradi same na božično noč.
Poznaš, verjetno. Če poznam, me pravi. Ne poznam. Ja, no, vprašam. Come on. Ti si iz Celja. Čakaj malo. No, in tako se je dogajalo. Ampak je pa nekaj, da smo pa od vsega začetka, vsi, ki smo bili pri bendu, smo nekako isto čutili, ista muzika nam je bila všeč. In veš, kaj je zanimivo, da mi nikoli, tudi takrat smo bili popularni, ker so nas vsi rekli, da smo kot Bon Jovi. Ampak mi nikoli se nismo menili, kaj se bomo oblekli. Ampak vsi smo se enako oblačili. Razumeš? Tako da smo bili ena taka klapa, ki je štimal. Potem so pa še te pesmi, ki so prišle, so bili več ali manj ogromno hitov, moč vedeti, mi imamo 21 plošč oziroma kaseta, jaz tudi štejem za projekt. Ker se prej CD-ja ni bilo. Tako da imamo enih komadov milijon. Zadnjič, ko sem imel takle pogovor z Janom Plestenjakom, pa je našteval glasbenike, ki imajo res veliko hitov, je omenil tudi pop dizajn. Tako da je vedel, da imate ogromno hitov. Je omenil, ker če ne bi ga za ušesa. Ampak poslušaj, Tone, Rudan je prišel iz skupine Moulin Rouge. Tam vem, da ga je Miro Čekelič ga je takrat povabil Moulin Rouge. Potem ste ga pa vi, kaj ste ga spizdili ven, si ga ti ukradil Čekelišu ali je bil razočaran tam, kaj je ta zgodba? Ker Miran Rudan, jaz sem imel tudi z njim pogovor, podcast, zato je to zdaj nadaljevanka s tabo. Zato si tudi tu med drugim, boš ti vse povedal. Kaj je zgodba, kako si ti njega v pop dizajn zvlekel? Zdaj, mečkaj te moram popraviti. Miran Rudan res, da je bil v Moulin Rouge, ampak... Ne, pa v Randevu. Miran Rudan je bil potem v Randevuju s Čekelišem. In so se, oni so posneli neko ploščo Shopping in Graz, tudi boš poznal verjetno. Kaj, debela deklica je bila tam? Debela deklica. In so se skregali. In je Rudan, po domače povedan, od Randevuja spizdil. In je živel pri meni en let. On je sicer to pozabil. Lepo, hvala Bogu. Je pozabil, Čekeliš, Miro, jaz sem prijatelj s vsemi, ga je iskal, pa meni je sprašal, kje je. Jaz sem rekel, jaz ne vem, kje je. Pa kaj si ga imel v kleti, kdo skriti? Mislim, povej. Jaz sem takrat tudi se ločil, pa sem imel najeto stanovanje, pa je k meni prišel. No, prišel je pa k meni tudi, ki je pa mehen prej, pa Brandy, pokojni žal, pride enkrat k meni v trgovino, ko smo bili na trgovino in prav, jaz sem ti tele pripeljal enega pevca. Mi smo pa tudi takrat iskali pevca. Smo rekli, ker smo štirje, pa rabimo enega frontmana. In ne vem, to se je zgodilo tako naključno in ga pripelje. Rudan je bil takrat, jaz sem pošten, debela deklica, Shopping in Graz, to je bilo, on je bil una čupa. Jaz sem pošten. Jaz sem se ga ustrašil, ker ta bo zjebal vse. No pa sem pol, še Brandy mi je pa dej, no sej dober, vzem ga, boste že. No in tako je prišel in smo to plato naredili Slava Vojvodine Kranjske, ki je hit do hita. In pa šel. Ampak potem je pa on en let zdržal in je spet spizdil. Pa ga nisi ti ven fuknil? On je rekel, da si ga ti ven mrgal. Kak je bilo? Kakšni ljudje lažejo. Kak je bilo? Povej pizda, kak je bilo? Razčistimo to, kak je bilo? Ker pa se morate enkrat skupaj vsedi, pa še resnik se mora vsedi zraven, da razpucamo pizda. Ti bom takoj utišal. Kar povej, kaj je bila fora? Ker vem, da on je rekel, da vse to imam podcaste, ko bo, da je bil da ste šli na neko Eurovizijo, ali kaj je bilo, in da je zvedel on takrat, da ne bo več vaš pevc. Nekak tak je on to je razložil. Proklet lažnic. Mi smo šli na Eurovizijo, Jugovizija je bila takrat. Jugovizija, Ne vem, kdo je bil, še 3 Slovenci smo bili, vem, da smo bili mi in imeli smo komad Hasta la vista. In mi smo šli v Zadar posnet reklamo. Preden priješ na oder, zavrtijo en džingl, da se ti lahko pripraviš tu na par sekund. Posnamemo, še ne vem, kjer je bil, bili košarkarji, no, skratka, ni važen. In potem sem se jaz dogovarjal, bom povedal celo štorijo, z vsemi televizijskimi centri v bivši Jugoslaviji, da pridemo na intervjuje, pa predstavimo, da dobimo točke od Srbov, Hrvatov, Makedoncev, bla, bla, bla.
In prvi intervju, ki je bil v Sarajevu, na televiziji, ne vem kjer, glavni televiziji, nacionalni bosanski, je gremo, mi imamo že vse karte kupljene in Rudan prav, ja, če mi dajo 1000 evrov, drugače pa ne grem. Mi smo utihnili in ga ni bilo na letališče. Se pravi, da se je on sam fuknil z benda ven. Bom nadaljeval, kaj se je potem zgodilo. Mi smo potem že poslali vse partiture od tega komada Hasta la vista, dirigentu, Stipica Kalođer je bil Hrvat. Zdaj je umrl, malo nazaj, ne? Ja. In mrzlično, Rudana ni bilo, Rudan je zginil z površja zemlje. In mi iščemo nujno, rabimo pevca, da bo to zapel. In potem tudi pokojni Janez Hvale, tudi si ga verjetno poznal, me pele v bolnico in najdemo Resnika. On je bil medicinski brat, pa hej, metalce. In je rekel, mislim, se to so zanimivo, to so pretresi, veš kakšni. Je rekel, ta Janez mi je rekel, jaz poznam enega pevca, sem je malo prefuknen. Kar je še zdaj. Ja. In na prvi vaji, itak nič znal, ker on je bil metalc, on je bil neki Herbi ali ne vem kakšen bend je bil, ki so sam žgal, pa kitaristi, on sploh ni bil pevc. In je, ampak pev pa je, samo nič ni vedel, tudi enega komada od pop dizajna ni poznal takrat. In je rekel, jaz ne bom, pa je pripeljal svojega brata, enega Brankota, ta pa sploh ni bil dober. Pa smo ga pol vsem prepričali, da je šel z nami na to Jugovizijo. Problem je bil, da so bile te partiture narejene za Rudana in bilo to vse previsok. In je Resnik, če pogledaš ta posnetek, ga je krivil k psa, ampak je spelo. Malo je škripal glas, ampak je šlo. Vem pa, po tistem, ko smo mi prišli pa nazaj, ker ljudje so bili šokirani, vsi so pričakovali Rudana. To je bilo 14 dni vse narejeno. Ja, je pentiš. In potem se spomnim še po cajtengah, klicali so me pa, kje si dobil to opico, to s tem nikoli ne nič. Ampak jaz sem pa videl, kakorkoli je pokvarjen, sem pa videl potencial v njemu, da je pevc je pa dober. Tle pa ni debate. Ne, tle pa ni debate. To je pa zame en najboljši pevc. Poje. On sploh ne ve, da dober poje, ampak to mu je itak mati narava dala. Drugače je vse ostalo, vsa pamet mi je šla v glasilke. Ni več ostalo za ostale stvari. Pa dobrega kurca ima. To pa ne vem. To se pa govori. To se pa govori. To se govori. Ok, mislim, govori se, no? Ja, bo povedal enkrat sam to, ne? Ja. Ok. To ne vem. No, v glavnem, in potem je ta zgodba tako šla naprej. Mi smo potem posneli, ne vem, koliko 10 plat z Resnikom, pa je tudi Resnik pol šel, ker je šel na solo kariero. No, kaj se je tu zgodilo? No, kaj se je zgodilo, da je tudi Resnik pa recimo šel? Resnik solo kariera, prvi album, vem, da mu ni šel najbolje, pol je pa naredil veliko zgodbo, bogovi slišijo, pa tak naprej, ko šel pol na Eurovizijo, ne, rečemo. Pa kaj se je zgodilo, zakaj je šel? Jaz sem enkrat na eni naši tiskovni konferenci, spomnim se nagrado v Ljubljanski bilo, v Plavi dvorani, Nobel, hudo. Resnika ni bilo več, pa so me spraševali, zakaj ni Resnika. Bom še enkrat ponovil, Resnik bi svojo mat prodal za 2 evra. To sem takrat izjavil in sem raztrgal, kako mora to govoriti, kako mora to grdo. Resnik je šel po Avstraliji, smo se začeli kregati, mi smo nastopali s pop dizajnom ogromno. Potem je pa on dobil v enem lokalu nekje en špelj, kao solo, niso imeli denarja verjetno za cel bend. In on je pa verjetno na tistem nastopu dobil več, kot bi dobil z bendom. Nas je 5-6, pa oprema, pa razumeš, to so stroški. In je naše plakate vzel, pa nas prelepil in točno vem, imam doma še vedno ta plakat spravljen, Šmartno pri Litiji, Vili Resnik, nimo niti plakatov. In mi smo itak popizdili, kako moraš, ne. Potem se je pa začel, jaz sem Vili Resnik, jaz hočem 2krat več kot ti, razumeš, kje sem več vreden,
Ne zaveda se človek, da nas ni bilo, ker smo mu dali hlače, spodne gate smo mu dali, ki jih prišel v bendu, ni mu za čike. Razumeš? Meni je samo to hudo, ker ljudje to pozabljajo. Da če ne bi bilo nas, tudi njega ne bi bilo. Verjamem, jaz sem pošten, da pa njega ni bilo zraven nas, pa tudi mi ne bi bili tako uspešni, verjetno. Ne? V vsakem primeru je pa pri nas zrastel, pa je zdaj vse pozabil. Da povem še, mi smo ga povabili na 40. obletnico. Povem, ja, pa da ste Rudan in on je rekel, da ne. Rudan je rekel, jaz tega ne rabim. Resnik je pa obljubljal 2 meseca, bom prišel, ki je pa videl, da je pa ta stvar resna, je pa stisnil rep in ga ni. In ga ne bo. No, pa recimo po Resniku, vem, kaj je bil Mik Masnec, to se spomnim, ta Zatreskan se vate kot raketa, kaj to bila hitra zgodba? To je bil edin komad, ki nekako ni bil dorastel. Pa ste izdali album ali ne? Ali ja, prvo Zatreskan se vate kot raketa je naslov CD-ja. Pa še pa v Volk samotar smo imeli, pa je kar nekaj bilo, ampak je bil prešvoh. Oziroma, se je še kar nekaj bilo, ampak problem je bil na odru. Ker sem spet pošten, ker je Resnik na odru, to je žur. To je žur. In zna pretegniti, dočim Mik je bil pa statičen, a veš, no, se je bilo težko se v Resnikove škorne obuti. To je bilo, ni bilo enostavno. Ni zmogel. Ni šlo. Kaj pa, vem, da celo eno leto, kaj je celo pel Miha Hercog, ne, bivši od Saše naše, ne? Po Miku je prišel... Rudan nazaj, ne? Ne, je pa pel Miha Hercog. Ja, in smo tudi posneli eno ploščo Vzhodno od raja. Pa je pa tudi hit. Kak spot je, kak z njim? Ne. To si iskal, pa ni. Ne, spota ni. Ker ni šlo, potem pa sploh ni šlo. Potem pa, kakor se spomnim, so crkli nastopi, če pa nastopov ni, isto pa veš, da če band ne živi v garaži, bo slejko prej crknil. In smo crkli takrat malo. Pa smo pa nekaj cajta nismo delali, pa smo pa spet Resnika zvabili. Aha, to še pa je bil Resnik spet, da se pravi, da se menjavo to, ja. Pa smo spet izdali plato Prihajam domov. Pa je nekaj cajta zdržal, pa smo se spet začeli kregati, spet je bil denar problem, pa skozi denar, samo denar ima, jebeš denar, mislim, vse je fajn, če ga imaš, ne? Ja. Ampak ni pa vse v denarju. In potem sem jaz pa Vlašič, je bil še takrat, sva rekla z Vlašiča, pa dajmo zdaj pa narediti en štikec, pisa, da bo pa ubil. In naredimo z živim orkestrom. Komad, ki je meni, če me vprašaš, ki je najboljši komad zame, ki sem ga z Vlašičem naredila, jaz pa besedilo Potepuh. Lep komad. To je Resnik, ne? Ja. No, ampak kaj se je spet zgodil z idiotom? Ker smo to posneli, on komad je imel, si bi sicer pop dizajnov komad, ampak on ga je začel propagirati, in je špečil. Pol veš, kakšen človek je. Ja. Mislim, jaz mogoče preveč govorim, ampak to so gola dejstva. To lahko vsak pove, ki nas je kukaj to čisto malo poznal. Bo vedel, da je tako bilo. Pa bom pa še nekaj ti povedal, da ne pozabim. Potem smo pa mi še enkrat se... Z Rudanom? Ne. Še enkrat z William. Potem smo imeli pa sranje pop design, ker so mi ukradli ime, ne? Ja, pop design, pop design. Kar en je to ime zaščitil in jaz pridem na šprt, zdaj pa ti nisi več šef, zdaj pa bomo mi šefi tle. Jaz pa nikoli tega nisem zaščitil, ker se mi je zdelo, da cela Slovenija ve, da sem to jaz naredil. Kaj bi to zaščitil? No in tako so mene dali 2 z pop dizajna. Pa si ti odletel ven, ne, dejansko? Ja. Kdo pa takrat bil pevc? Rudan, ja. In potem jaz ustanovim, in vse smo se šli, vse je bilo na sodišču, pa pop dizajni. Ja. In mi posnamemo in naredimo, sem jaz naredil komad, kot ostrina noža. In posnamemo videospot, to obstaja. In to je
ima ne vem koliko 200 tisoč ogledov, brez da band obstaja. Ni, ker smo takoj mogli crkniti, ker je to bilo preveč podobno, ker pop design, ki je bilo zaščiteno, jaz sem pa tudi to zaščitil, ampak ni šlo skozi. Ne? In pazi to, na tem spotu sem jaz Resniku posodil škorne, ki sem jih kupil v Nashvillu za $1000 z krokodilje kože za ta spot. Potem so itak, ker mi nismo nastopali in jaz en dan po tistem rečem, a mi lahko ti škorne vrneš, ne? Jo, njih nimam več, sem jih prodal. A je še kakšna beseda treba? Škorni, ki sem jih jaz imel za kmaš, za talepe. Razumeš? $1000 so bili. On jih pa gladko smejal, sem imel obraz, mi rekel, jaz sem jih prodal. Zdaj ti jih ne rabiš. To ti veliko pove. Ampak, se vprašam, recimo, če si vedel, recimo, da ste se skregali, pa da ni šlo, zakaj si kljub temu pol sodeloval, recimo, po nekem času spet z njim, pa spet narazen, pa Ruda. Zakaj? Kaj nisi rekel, zdaj pa pizdo mateno, s temi ljudmi se jaz ne razumem, zdaj bom, vse si res, dobro, je bil Herceg, je bil pa mogoče ni šlo, pa si pol mislil, spet te pokaj, pa če si vedel, recimo, da bo poknil med vami. Zakaj si rino, vedno mislil, kot da bi zbivš od nazaj hodil, non stop, ne? Ker sem vedno, veš, če pa dobro je bivša, pa greš nazaj, ne? Zakaj bivša, ne? Z nekim razlogom je bivša, ne? Veš, ne? To definitivno drži, ampak... Pa saj pol seksi sam z njo, ne več bi z njo v zvezi, ne? Veš, pizda, ne? Vedno sem bil pošten, da je Resnik odličen pevc. To drži. Ampak vse ostalo pa... In vedno sem hotel dobre pevce imeti. In vedno sem mislil, no zdaj pa je že pa toliko star, pa ni več ko prefuknen, pa mogoče pa se bo zavedal, da če greva midva na oder, če sem mu jaz komad naredil, pa bi igral kitaro, on pa poje, da sva enako vredna. Ker če mene ni, pa komada ni, tudi tebe ni. Ampak on tega še danes ne ve. Ne ve. Kar je žalostno. Tone, kaj pa te zelo glasni plagijati, te pizdarije okrog tega, vem, da rad o tem govoriš, ne predvidevam, da ne, ampak vsem te vprašam, takrat vem, da ste pač, to sem tudi z Rudanom govoril, vzeli določene komade, gor do levo, desno, ali se je to takrat tako delalo, ali si dejansko ti to vprašal za dovoljenje, pa mi ne vemo, kaj se je okoli tega dogajalo, da se je kar nekaj izkazalo, ko je prišel YouTube pa internet, da so te komadi že bili od nekoga drugega, melodično, gor dol, da to niso bili vaši, vi ste se pa podpisali kot avtorji. Kaj je s tem? Jaz povem, kako je to bilo. Povej. To je bilo leta, ni bilo interneta, ni bilo nič. Jaz sem hodil vsak teden v Nemčijo, v München in sem se nazaj vstavil na pumpah in kupil kaseto. Neko, Deutsche Summer Hits, bla, 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 nekaj. In jaz to poslušam in meni je bila muzika všeč. Itak potem sem te ovitke nikjer več ni bilo, tako da avtorja nisem niti vedel. In smo tako isto božično noč naredili. Zdaj, ki je internet, je vse poštiman. Še par komadov je, ker smo takrat se mi podpisali, ker nekoga si mogel podpisati. Zdaj je to vse urejeno, ker najdeš avtorjev vse pesmi. Zdaj je vse čisto. Čisto je zdaj tudi na božično noč. Ampak to me sprašujejo, čeprav ljudje, Slovenci, njih boli, kdo je to naredil. Oni hočejo to pesem za Božič slišati in jo slišijo. Sem pa govoril s tem muzarjem, avtorjem originala. In rekel, da sem pretegnen, da lažem. Da ta komad njihov se je rekel, v nemško govorečem področju mogoče 10krat zavrtel. Kako je lahko tle ta hit? Vem, zakaj je to hit. Zato, ker mi smo takrat, ko smo to naredili, ljudje ne vejo. Pop Design je bil prvi band v Sloveniji, ki je v pop muziki rekel Božič. Ker to je bilo prej bogokletno. Te komunistični časi, ne? Kakšen Božič? Je bilo, glej, zvezdice Božje, to je bilo v cerkvi. Ampak v pop muziki smo bili pa prvi, ki smo na božično noč rekli, mi smo se celo bali, kaj se bo zgodilo, da nas bodo zaprli. Ampak je komad, veš, kaj se dogaja z njim.
Se pravi, ne, jaz vedno rečem, da ta silvestrski poljub je novoletni, ne? Ta na božično noč je dejansko je prej, ne? Ampak to je, kar se mene tiče, je to po moje vredno najboljši slovenski komad vseh časov. Ne? To si jaz upam reči. Ampak se pravim, kak je na to, ko so tam začeli to govoriti, te plagijate, to si bil jezen, si zameral ljudem, si se kot skregati, si rekel, pizda jebi ga, to smo mi takrat malo vzeli, kak si gledal na to, ko je to ven prišlo, no, si bil jezen? Ja, kaj si biti jezen? Ja, si se zavedal, kaj delaš v bistvu, da ne bi smel to narediti. Ja. Mislim, se nisi edini, sploh jaz ne vem, kjer komad slovenski je originalni, ker so vsi priredni. Jaz sem bil grešni kozel, enega so mogli zašiti in sem bil pač jaz, pa Rudan sem bila na tapeti. In jaz sem sicer plačal za en dober avto. To ste zdaj uredili, ne? Ja, itak, to je bilo tako, vse je bilo tako urejeno. Unije pa so zahtevali to, Kdo je pa to ven spravil, da je to plagijat? Kdo te je potulil? Ne vem, kdo je kaj pa vem, en novinar nekje na... Je zbrsko. Ja. Jaz nisem reči jezen, kaj. Jaz sem vedel, da smo to naredili. Ja. Kaj bi tajil? Mislim, jaz še danes priznam, da smo, ampak nočem nobenega zdaj tunkat. Viktori, Agropo. Ja, se ni, se ti govorim, da noben komad na koncu ni več slovenski, pizda. Siva pot, to ni naš, to je vse vzeto. Ja, ampak to je v redu. Ljudje hočejo slišati Siva pot, to je isto kot John Denver je ta komad. Ja. Pa se noben ne pritožuje. Mislim, bilo je pa res tako, da tistih originalnih avtorjev nismo imeli kje najdeti, nikakor ne, tistih par komadov, zdaj je to vse urejeno. Ok, Tone, predno bomo šla malo še na tvoja mladost, pa to še ostanma za trenutek v teh najbolj norih časih. Jaz se spomnim recimo pop dizajna, ko ste šli v Ameriko, pa ste posneli, pa s helikopterjem ste se na koncerte fula, razumeš, ne? Ne vem, mladi generacija se zaveda dejansko, ne, kak velik band, kakva blagovna znamka je dejansko bil pop dizajn. Ker je tako, se malo mini z ljudmi več poznajo te novodobne zvezdnike, gor dol pa tujina, ampak mi smo imeli to v Sloveniji. Tega danes ni več, ne? Mi danes nimamo v Sloveniji več, pač narodno zabavna muzika, zdaj prednjači, ljudje na veselice hodijo, to je zdaj bistvo, razumeš, ampak ljudje pozabljajo mogoče, kakva velika zgodba je to bila, kak se ti teh časov recimo spomniš, pizda, ko ste vi res bili kralji, vi ste s helikopterjem se pripeljali na koncert, vi ste v Ameriki posneli videospot, vi ste pizda bili orjaška stvar. Kak to razlagaš, ne vem, da imaš tudi vnuke po novem, ne? Kak to razlagaš, ti verjame, reče, dej pizda, dedi, ti si fuke, kaj sem jaš, ne? S kakih helikopterjem, kaj govoriš, se nisi Michael Jackson, pizda, ne? Ampak kak se spomniš teh največjih momentov, no? To so nore zgodbe, ne? Ne, to imaš prav, to so resnično nore zgodbe, ampak mi takrat tega nismo občutili, mi smo takrat leteli, razumeš, mi smo bili v luftu, to je bilo res noro. Zdaj, ko nazaj gledam, vem, da so bili resnično popularni. Da je v narekovajih je bilo vse naše. Mi, vem, ko so nas sklicali, da gremo nastopati, petek nismo prej, soboto nismo, nedeljo tudi nismo, a v sredo ste prej, ja v sredo pa bomo v sredo naredili, bo polno itak. Kar se tiče nastopov. Vem, da so imeli otroci v osnovnih šolah, so imeli, ne vem, koliko je bilo, 100.000 zvezkov, na kateri je bila na prvi strani naša slika. Na nahrbtnikih osnovnošolskih je bila naša slika. V Ameriki smo posneli album Ko si na tleh. Snemali smo v studiu, spomnim se en dan, mi smo bili tam en teden in en dan smo mogli čakati, da je pred nami zaključil Bruce Springsteen. Si ga spoznal? Videli smo ga, samo mi smo bili takrat ovce. A veš, tle so bili največji frajerji, ja, tam so bili pa delavčki. Tako da resnično se je dogajalo. Pa ste imeli delo, da bi v Ameriki uspeli? Ker to takrat so ogromno slovenskih bendov je takrat sanjalo. Sam le so bili Bon Jovi, so bili močni, ne? Pa so imeli razne te Motley Crue, pa kaj so bili takrat pisali vsi možni bendi, ne? Pa Aerosmith in tako naprej. Konkurenca ameriška, evropska je bila brutalna, ne? Ampak ste imeli sanje, da boste v Ameriki ratali. Vidim, da tudi teti, kaj so bili, Sean Crook so tudi imeli neke plane za tujino. Ja. Vsi ste sanjali, da bi v Ameriki uspeli. Ne? Ja, bolj ostalo je pri sanjah, veš. Ja. Situacija je bila taka, mi smo posneli tudi v studiu Power Station, takrat v New Yorku, tudi angleško različico plošče
ko si na tleh. To je pa na glas je bil jebato, ne? Mečken je res nekaj krivil. Ni bilo najboljš, ampak je bilo sprejemljivo. In ta komad When You're Feeling Down, ko si na tleh, bi verjetno lahko ga nekako plasirali. Ampak mi bi mogli biti tam. Tam pa ni bilo za biti tam. Pa težko. Ker bi mogel špile imeti tam, da bi hotel tam ostati. Zdaj špile pa, veš kako je, takih maskontarjev pa takih avtorjev, ki smo mi, jih je v Ameriki na cesti. Na enem komadu z te plošče Pusti sanjami je ta naš producent Bob je rekel, tle bi pa en saks pasel, tle bi pa en saks nekdo. Pa je tam z enega z ulice, ga je poklical, potem smo ugotovili, da ta ni z ulice, da je saksofonist David Bovija. In je prišel, odpokal in ta saks me sparim, Tadeju Tomšiču, ki je saksofonist, en najboljših v Sloveniji, zavrtel to, kdo pa to igral? To pa ni normalno. Se pravi, na ulici najdeš tim kitaristov, basistov, milijon. Tako da je težko. Zdaj, če pa ne verjameš, pa itak ne bo. Da pa se. Sam moraš biti ta pravi cajt na pravem mestu, ta prava pesem moraš biti, ta pravega človeka moraš poznati. Vse se mora poklopiti, pa bi mogoče. Pa moraš biti pa definitivno tam. Ti Slovenije ne moraš v Ameriki uspeti. Ti, kak je pa recimo ta moment, ko si ti res top of the top, pa začne to malo padati, ne? Kaj takrat s tabo pizda? Si jezna samega sebe, ali več depresiven, pa tudi denar dejansko ni več ta, da ga ti šaflaš noter v kombi, tako v starih dobrih časih. Vem, da je Brandy, ko je imel Heidi, če se prav spomnim, da mi je to sam razlagal, da je to razlagal, da je pripeljal enega prijatelja, pa je tam neka hiša bila gor, pa je rekel, glej, to je pa Heidi naredila, ne? Veš, ne? Ker je res denarja pizda, ne? In ko se ti to zgodi, pa to, ker ti ne moreš biti 40 let v špici, to se ne da, to tudi v tujini, največje zvezde ne morajo biti v špici, ne gre, ne? Ampak kak je občutek takrat, ko začne, ti si lahko legenda, ne, gospod Košmar, ampak ti vidiš pizda, da so prišli mladi, da je konkurenca, da nisi več špica, kak te to sfuka po domačem rečeno? Mene ni sfukalo. Kot ego, veš, ti spizda materna kvazaj, ne? Nikoli me ni, ker jaz sem bil vedno jaz. In takrat, ko sem imel denar in takrat, ko ga nisem imel, itak je v življenju sin. Vseš, enkrat si gor, si dol. Je pa, tako kot si rekel, zajeban. Veš, kjer je najhujša srbska kletvica? Da Bog da imo, pa nemo. To je to, da bi imel dost, pa potem nič več. Ker si itak navajen. Vem, tudi jaz nisem imel, pa sem imel, pa nisem imel, pa bom spet verjetno imel, ampak vedno sem bil pa na realnih tleh in vedno sem razmišljal tako, kad dol padeš, dej pa na trdna tla, ker tam se boš lahko spet odrinil in boš spet naprej. Mene ne pokoplje nič. Tone, kaj pa te nore zgodbe z oboževalkami, grupikami, iz tujine jih poznamo predvsem, ne? Zdaj, slovenski glasbeniki ste mene ena taka fascinantna zgodba, v tujini se hvalijo vsi. Mick Jagger ima natančno številko, on še po dnevih ve, kdaj kjer okresno, ne? Gene Simmons iz Kissa, ja, on točno ve. To se vse ve, pa ta glavni hollywoodski playboy, Warren Beatty, Jack Nicholson, vsi vse priznajo, povejo, knjige pišejo o tem. Slovenski glasbeniki. On je imel 2, on je imel 3. No, zakaj skrivate pizda številko žensk, imena slavnih žensk? Zakaj v Sloveniji je to vojna tajna pizda? In tudi, če tebe zdaj vprašam, boš isto zamenjal temo, ne boš povedal, ker se to ne govori. Kaj je fora slovenskih glasbenikov? Da ne pizda, lej, imel sem tok in tok, to, imam številko, imam črnobeležko, gledajte, zakaj je pri nas to ono, to pa ne govorimo, to pa, kaj je fora? Ja, ti ste možda isto zmuzlo, ne? Načnemo zmuzlo. No, pa povej, zakaj slovenski glasbeniki se ne pohvalijo še številko, ker kaj, bi to škodilo, ali bi te na križ prbili, ali kaj? Ja, problem je, da smo Slovenci tako majhni, da če jaz povem, da sem uno kresno, bo to zvedla cela Slovenija. Ja, pa ne zve, ne, kaj?
Kaj je problem? To pa ne vem, če je v mojem interesu. No, ne, ti povej, ne? Ja. Mick Jagger je vse povedal. Ja, Mick Jagger je Mick Jagger. Ja, pizda. Jaz sem pa toliko šmrl. Ja, okej, ne? Ne vem zakaj. Sicer odlično vprašanje. Ja. Tle bi bilo treba vprašati enega strokovnjaka, zakaj to tajimo. Itak pa vemo, da se je to dogajalo. In v unih cajtih, jaz ne bom temu zamenil, se je dogajalo na polno. Ni bilo špila, če ni bilo. Špil je propadel. Ja, pa kaj punce so v vrsti stale za vas? Več vrstah. Ja, za vsakega posebna vrsta. Kjer je imel pa najdaljšo vrsto? Ti, Resnik, Rudan, kjer je imel dva vašega benda? Rudan ni imel nikoli nobene vrste. Ni imel vrste? Ne. Čeprav je bil tak lep fant. Kar je bilo čudno, se nam je čudno zdelo, da je mogoče že kaj narobe z njim. Nikoli. Na špilu v življenju ne. Kar smo delali, pa smo delali 10 let. Resnik je bil promiskuiteten, dost. On je po fugu vsega leze pa gre. Je mogel. Bili, pizdati materna. Dobre. Tudi jaz sem nekaj pobral. Za Resnikom? Ja, ne za Resnikom. Pred njim, med njim, mislim, ne vem. Ja. Tako da je bilo vsega dost, no. Mislim, ne tajim. Je pa težko to. Tudi problem je bil takrat, smo bili vsi poročeni, vsi smo imeli dekleta resna kao in to se nismo zvedeti. Zdaj je že itak vsega konca. Mislim, je že... Zdaj ti ne stoji več, že nekaj let. Ja, to še v srov. Mislim, ne vem, ja. V glavnem smo pa vedno imeli pravila, tisto, kar je v bendu, statut benda, ustava, kar je v bendu, v slačilnicah, v backstageu, na vajah, to ostane tam. In tega smo se več ali manj držali. Ampak, če te zmotim, so bile tudi te orgije, tako smo v tujini videli, recimo, ko so, ne vem, šli v hotel, pa se je to počelo, ni da ni, pa so takle delali puncam naslednja 2, 3, 4, 5, 6, ali tako ekstremno ni bilo pri nas. Tako ekstremno ni bilo, je bilo pa, sem pa tja tudi podobno. Koliko je največja številka, ko si jih imel v sobi, noter naenkrat, ti osebno, ne skupaj z Resnikom, ti, solo, 3. Sam 3. To sem jih imel tudi jaz, pa nisem bil pop dizajn. Pa ti si večji frajer, pa ti si frajer. Ja, dobro, to je res. Jaz pa dolent smetov, kako če mi je smet. Okej, ne. Kaj pa, če je bilo kako ljubosumje, kdaj med vami, da je kdo komu kjero spelo, pa da je ta bil jezen na njega, ali ste si kjero delili, pa ste pol šele zvedeli, kak je bilo? Nobega ljubosumja, ki je bilo itak punc dost, tako da ni bilo potrebe po ljubosumju. Če ni bila una, je bila pa druga ali pa tretja. Koliko si jih pa imel, si spomniš številko, veš, približno? 3-mestno, 4-mestno, 2-mestno. Kje smo tu? Kaj? Mislim, veš, jaz vem, koliko sem jih imel. Ja, vem, da veš, Mislim, vem, da veš, Jaz točno vem, koliko sem jih imel. Ja, samo ne boš povedal, ne? Kaj? Pa smo spet tam, ne? Ja. Pa smo spet tam, ne? Ne vem, komu bi to koristili, če to povem. Ja, ne vem. Mislim, vprašam te. Ja, ne vem, ne? Povej, ne? Mislim, kako češ, ne? Ja, jaz lahko povem, da jih je bilo več kot 500. Več kot 500? Ja. A to pa ni tako slabo? To je pa dober rezultat. Predvsem bilo več kot 500. Ne, to pa je dober rezultat. Ne? Pa ne v enem tednu, to v celi karieri. Ne? V celi karieri jih je bilo nekaj. To je vredno. Krat 500. To je vredno, okej. No, zdaj pa to, če zapustimo ta pop dizajn, pa gremo malo v to tvojo mladost, recimo, ne? Vem, da to si prej razlagal, da si iz Dolenjske, vem, da si se rodil v neki majhni vasi, da si bil kmetič, razumeš, ko si bil mlad, da si s kravami delal, da si žagal, po gozdu hodil, to sem uspel v tebi izvedeti, ne? Kako se spominjaš teh svojih najmlajših let, pa koliko si iz tega kmečkega povbiča ti dejansko zagrabil kitaro, pa postal na koncu glasbenik? Verjetno fata ni bil najbolj navdušen, ne? Te hodil doma, to bi malo povedal. Fata ni bil navdušen. In se spomnim, da sem kitaro prvo si sam naredil, na kmetih moraš vse znati, razumeš. Jaz znam z lesom, jaz znam z železom, jaz znam vse. Ker sem se naučil kot mulc, da me je fotar naučil, ker sem mogel z njim delati. In tako, kot si rekel, jaz sem z osnovne šole, ker sem hodil, ker sem prišel domov, sem se preoblekel v delavsko, mislim, v šoli sem kao, ne, kakor smo imeli, in sem gnal krave na pašo. Jaz sem bil pastir. Meni to ni sram povedati. To je vredno. In potem sem najdel neke prijatelje, ki so se že ukvarjali z muziko
In jaz bi pa tudi to. In sem kitaro si sam naredil, pa nek verstärker sem kupil nekje, ne vem kje, se spomnim, ki mi je še danes žal zangati, je bil Vox AC30, verstärker, ki so ga imeli Beatli. Jaz takrat nisem imel pojma. In sem na tih, se spomnim, v sobi moji, da sem jih slišal, se zaprl v omaro in v omari vadil. Pa kaj bi te fotor bi te natepil, če bi vedel? Nikdar ni roke položil name, niti jaz na njega, ampak je bilo treba delati. Ne bo zdaj kitara, tu naj nam nič, moraš iti v štalo. Da si tak fejs ne skrivaj, to je igral dejansko. Ja, predvsej naskrivaj neki cajta. Ja, kaj pa te tvoje žagarske zgodbe, da si drevesa podiral žago, ali kaj to je res? Se to še danes delam. Še danes delaš? Prav drevesa si podiral kot gozdar. Ja, drva si treba pripraviti za zimo. Ja. Jaz sem na 1000 metrov visok, tam v tej vasi. In tam so zime hude. Pa to ti je kaj koristilo skozi kariero, recimo ta mladost delavska, če rečem tako. Je to vredno? Misliš, da bi to mogli te fantje naši tudi dati skozi tak šnel kurs dela, če rečem tako? Ja, to ni bil šnel kurs, to je bilo celo mladost, to je bilo treba delati. To ni bilo veliko prostega cajta. Šolo pa na polje, na nivo. Ja, mi smo imeli krompir, je bilo treba posaditi krompir. Drva posekati, pripraviti, raztepati, zložiti. Ja, to se je delalo. Mislim, to si imel, ti je kdo pomagal, nisi to sam. Ja, dober fotor, jaz pa. Kaj si imel brata, si imel tudi, ne? Brata sem imel, ja, tudi brat sem pa tja pomagal. Tako je bilo, tako je bilo otroštvo. Kaj pa ta tvoja fuzbalska kariera? To sem zasledil, da si bil zelo obetaven fuzbaler in da bi lahko mogoče, če ne bi šel v glasbo, da bi lahko celo nogomet igral, ampak si, kot mi je znano, v šoli popustil zaradi tega in nisi več smel fuzbala igrati. Dobro, si seznanjen. Čakaj malo. Jaz sem v 3. letniku gimnazije imel opomin -2 slovenščino, ker sem imel najrajši. Takrat še danes znam Prešernovo poezijo Rikverc. To si kazensko dobil, ali kaj? Ne vem, da me je profesor ni maral. In jaz sem do 3. letnika sem jaz treniral nogomet pri Olimpiji. In sem prišel k pionirčkom naprej in sem v enem letu bil prvi ekipi mladincev. In sem bil resnično perspektiven. No, in glede na to, da sem opomin slovenščino, en poletje, so starši, to je zaradi fuzbala, ne boš več. In sem mogel nehati trenirati. Vem, da sem pa še en mesec hodil za ograjo, pa jokati, ker sem videl kolege, ki brcajo. In potem se je to počasi razvodenelo in sem, kot sem že prej rekel, zašel najdu neki prijatelje, ki so pa igrali muziko. Tako da sem jaz v bistvu 17 leti šele prvič kitaro v roke prijel. Pa mi že, če ti takrat ne bi prepovedali fuzbala, bi bil fuzbaler? Jaz bi po moje bil v Realu ali pa v Barceloni. Tako dober si bil? Ja. Pizda, pa te kaj žal, ko gledaš za nazaj? Ne, ker potem je pa ta muzika pa tudi mi naredila toliko veselja, da pa se pa velikokrat vprašam, kaj bi bilo, če bi bilo. Mislim, pa še nekaj, zdaj, ki vidim, ni glih tako, samo enkrat ti nekdo nogo zlom, pa si v kurcu, pa si, kolen si zjebeš, pa ne moreš več igrati. Kaj sta pa rekla starša, recimo, ko si pa ti glasbeno uspel, in si pokazal, da pa ni delo na kmetiji bistvo, ampak da si ti dejansko s kitaro, ki si jo mogel na skrivaj igrati, nima pokazal, da je pa to tvoja zgodba. Kaj sta rekla? Ste šla na kak koncert, pa ste rekel, oče, bravo, ali je bil skozi, je bil jezen, da si to? Nikoli več ni bil jezen, pa je videl, da uživam, da služim, da delam dobro muziko, da dobro posel pelem. Potem je bil ponosen name in je na vseh tistih koncertih, tam okoli Sodrasce, našega kraja, mojega kraja, je vedno prišel na koncerte. In bil ponosen, to pa je moj sin. Čakaj, starša sta še živa, nista več? Oče je umrl 4 leta nazaj, mama bo pa 15. februarja, ko bomo mi koncert v Hali Tivoli, 92. Ja, ker oče je tudi čez 90. Tudi 92 je bil. Pa imaš dobre gene, ne? Ja, mene bo treba ubiti. Da te ne bo več. Ja. No, to ne, zdaj pa če še malo pobrskam po teh tvojih
znanih dekletih. Ne? Če mi boš kaj upal povedati okrog tega. Ne? Vem, da si ti ljubo nesmrtno tole voditeljico našo, ne? Legendarno Natašo Bolčina, bila pol žgavec, kako se je pisala, ne? In da sta prepotovala cel svet, kakor vem, ne? Takrat, ampak to je bila taka ena lepa ljubezenska zgodba. Ne? To vem, da so takrat tudi dosti mediji o tem pisali. Ja, bila sva zanimiv par. Da sta bila atraktiven par. Ne? Se pravi, mogoče takrat eden bolj znanih slovenskih parov bi si upal trditi. Ni bila to kar neka brezvezna zgodba in kakšne recimo spomine imaš ti na tiste cajte, takrat si bil velika zvezda, predvidevam, ne? Ko si bil z njo, ali to bilo prej? Tu sem se zgubil, to nisem siguren. To je bilo ravno takrat, ko smo bili najbolj popularni. No, in koliko si pa ti imel cajt za njo, pa za ta potovanja, če si pa skozi nastopil, pa bil v tem feelingu? Kako ti je to ratalo združiti? Resno zvezo. Ja, ratalo je, mi da so vas skrb 13 let. Se to te vprašujem, ne? Ja, že najdeš, razumeš, pa so šla, pa če ni bilo od ponedeljka, od nedelja, ker nismo igrali ponedeljka do petka, ko smo spet igrali, pa so se usedla v avto, pa so šla do Barcelone. Sem bila 2 dni tam, ker so pa imela taj. Jaz sem bil že 3-krat v Ameriki, sam sem bil 9-krat, tako da zelo so potovala praktično cel svet, povsod so bila. Pa kaj imaš s temi potovanji? Mislim, to si skozi užival v tem, da si skozi nekam potoval. Ja, užival sem, seveda. Jaz sem bil vpet v to muziko. In mi je bilo že to, da zamenjam neki, razumeš, ambient oziroma pa da vidim druge ljudi, ker itak sem pol Slovenije poznal. Če pa jaz ne, niso pa oni mene. In je bilo fajn, ker smo šla ne vem kam, ne vem, v London pa sem bila tam en teden, pa sem malo sprehajala, pa tam malo po trgovinah, pa muzeje. Mene so zanimali te stvari in sem prišel nazaj, ker preurejen. Kako je pa ona shendala to tvojo slavo, pa oboževalke? Ja, se vidiš, kako je shendala, pa so še pa na razred. Ja, sam je bila 13 let s tabo, ne? Je vse očitno imela jeklene živce, ne? Ja, je imela verjetno. Kdo je zajebal? Ti si zajebal, ne? Oba sta zajebala. Oba sta zajebala. Sva še vedno prijatelja, tako da tudi sem pa tja še dobiva na kofetu. Ni bilo ono, da so se pobila, pa krožnike metala. Sva šla, vedela sva, da so oba zajebala in to ne vem, če bi se dali popraviti. Zato sva rekla, da bodo prijatelja, pa peva na razred. Ti, kaj pa ta naša, tu vem, da je bila ena, jaz sem jo zelo dobro poznal in pa si jo ti se zaljubil v njo, je bila tako Mazé DiCaprio, ta mlajša dekleta. Ti si takrat trend postavil v tem, da si imel zelo mlajše punce, rad vse, da so ti očitno devala energije, pa moč, ti na pulko, Ta je bila moja dobra prijateljica, pa si jo pa pizdati na muzeju, veš, in si glasbeno kariero, vem, da je začela delati, zdaj ne vem, ki je, Tom tebe vprašal, če sploh veš, kam je zginila, ker nikjer ne vidim, Kaj je bila pa ta zgodba, kako si se zdaj ti pa zapletel v neke mlajša dekleta, si derabo ta adrenalin, ta drive, ali si se res zaljubil v njo? Pa mene ni brigala, je mlada. Ja, če ti je bila všeč, ti je bila všeč. Mene je bila všeč. Koliko je bila stara ona nagrada? Ja, ona je bila od mene mlajša 26 let, kar pa sploh ni tako veliko. Ja, zdaj ne, ko si star 65, koliko si star, kaj pa prej? Ja, prej je bilo pa malo drugače, ampak glih tako je bilo 26. Pa so rekli, kaj ljudje, koga serješ? Ne, sem... A so ti jo zavidali? Ne, so rekli, ti si frajer. Ja, so rekli, kaj so pa njej rekli? Kaj imaš tega starega Toneta ali kurva, dobro si to našel? Ona je pa mogla hoditi na preglede, da ni fasala salmonele. No, bolj salmonela kot genitalni herpes, veš, mislim, Ampak čuj, kaj zdaj z njo, veš, imaš kakšne podatke, kje je ona? Na Facebooku je, nikjer je ni. Tam je bila, Celjanka je bila. Vem, ampak kje je zdaj? Mi tam so šla isto prijateljsko na razen, zelo prijateljsko, ker pač 7 let sem bila skupaj. Ja, veliko sta bila skupaj, ja. In sem bila, super sva se imela, potem je pa enkrat v enem trenutku, ne bom rekel počel, nič ni počel, ampak kaj pa vem, kaj se je zgodilo. Mogoče premalo pozornosti od nje in od mene, mogoče so več od mene in je ta trenutek poročena. Poročena? Ima hčerkico lušno. Pa kje je? In živi v Štokholmu na Švedskem. Zato je ni nikjer vezana. Se pravi, v tujino je šla, kaj?
Pa še kaj pulko se zdaj ne piše več, ne? Ne, zdaj se piše. Zato je pa nekaj ne najdem jaz. Ker jaz ne, mislim, vem, da je bila Misica, da je tekmovala, pa je pevka hotela biti. Ja, se pevka je hotela biti, ko so se mi to spoznala, sem jaz musko delal. Ja, to vem, ja. Pa se ni tako slabo šlo, v bistvu, če gledaš, ne? So neke nastope imeli. Ja, ni naredila, pa neke zgodbe ni naredila. Pa tudi mi je hotela biti samo manekenka, pa so še v New York, se spomnim, pa une te glavne fotografe, ta hude, je najdela nekje, ne vem, kje, da se je imela takrat fotke, veš kašne, hude. Se je bila lepa punca, ne, tu ni debate, ne. Pa je pač, jaz imam strašno lepe spomine na njo in čovn imam jaz drugače. Po njej ime. Ki na čovnu piše Tina. No, viš, je pa lepo. Ti, kaj pa še ena mlada tvoja, Anita Pirnat, ne? To je tudi bilo neka zelo glasna zgodba, ne? Ta je bila pa koliko mlajša od tebe? 60 let? Koliko je bila mlajša pizda? To si tudi ljubo, ne? Koliko je bila čez 20, vem, da je bila stara, ampak tudi je to takrat Slovenija, pa kaj ta tone dela, pa pizdo, matko, kaj se gre, ne? Ja, so ljudje tako fušljivi, da pa kaj, pa še ti si dobro mlado, se mlado meso diši. Ja, to si dobro rekel, ja. Ja, kaj bo zdaj? Sam si vedel, da na dolgi rok to, da ne bo šlo, si imel v glavi, da se poročil z njimi, ali kaj s temi mladimi. Ja, ali si jih imel bolj tak malo za zram? Ne? Ja, ne vem, kaj sem mislil, fajn mi je bilo, no, pa kaj zdaj ti. Ja, pizda, ne vem, mislim, povej, ne? Ta je bila tudi mlajša, po moje pa 35 let. Ja, no, vse to te prašujem. Ja. Kaj so pa starši tvoji rekli, so bili veseli? Ja, pri tej pa se spomnim, da pa niso bili zadovoljni. Dej, eno starejšo se najde, tako, ki te podobna, ne pa to mlada. Razumeš? Pa to je bil kaj, to je nek kratek rok je bil, ne? To ni bilo dolgo, to je bilo mogoče pol leta trajalo. Ja. Kaj pa zdaj? Kak je pa zdaj tvoj ta status? Zdaj? Si samski, imaš ženo, imaš punco, ljubico. Samski? Ampak nisem osamljen. To mi je jasno, ja. Ja. Uradno nimaš nobene zdaj? Nobene. Uradno nobene. Jih imaš več? Problem je, da sem nekaj cajta že sam. Pa si se navadil. In zdaj, parkrat sem razmišljal, da ena prišla k meni živeti, recimo. Da bi se ti zmešal, ne? Mislim, da ne bi šlo. Jaz imam isti problem, veš. Me grejo vsi čez, če jih 5 ur zraven mene, mi gre na kumirat, mi začne iti na tvoje. Fajn je, ki pride. Ja, pa ne gre. Še bolj fajn je pa, Ne, to se pa strinjam s tabo, veš. Jaz sem star 50 let, bil lani, pa mislim, da sem v celem življenju z eno živel, mislim, da 1 leto, drugače sem se pa samo za vikend z vsemi dobil. Ja. Čez teden sem bil pa fraj. Pa ne zdaj, pa sem imel rad, pa vse, ampak pizda, da bi imel nekoga ob sebi non-stop 24 ur, dobro, se delaš vmes, nisi skozi nekom, sam kurva bi kar živčen postal. Sam to sem pa čez, ne? Zdaj, jaz mislim, da sem imel že šanse, da ja, ampak sem rekel ne. Si rekel ne. Boljš zame in zate, da ne, ker ne bo se dobro končalo. Ja. Verjetno bi se mi zmešal. Jaz imam zdaj svoje rituale. Moraš vedeti, da ko sem sam, ni nobenih pravil v bajti. Samo moja pravila. Ja. Takoj, ko sta dva, je že moštvo. Že je, ne? Moštvo pa že rab pravila. Pa diplomacijo. Razumeš? Ti, kakšne punce pa te pritegnejo, ne vem, nekoč, pa recimo danes, imaš različen okus ali še vedno gledaš to, da te vrže, ko vizualno prije pred tabo in rečeš, fuck, ali zdaj kaj druga začenjaš že gledati, mogoče, ali si skozi gledal tudi na kaj drugega. Malo se je spremenilo, ni mi več, da bletov za smrklami. No, to bi te zdaj zaprli. Ja, se je to. Zdaj so drugi časi, ne? Ja. Tako da ni do tega. Fajn mi je, če grem s kakšno, ki je še kar brihtna, da se lahko pogovarjam, da nisem, ne. Nekaj pa itak mora imeti, da ti je všeč na prvi pogled. Ti tudi, ko greš avto kupovati, volite, kakšen je motor, važno, da on dobro zgleda, zunaj. Pa crkne, pa bankrotiraš. Ja, to je to. Najprej, oči so najprej tiste, mora biti, ne, tudi, kot sem rekel, avto, če ti bo lep, ga boš kupil. Če ti lep ne bo, lahko ima mašino svetovno, pa ga ne boš kupil. Kaj pa te seksualne stvari, recimo to, ne, če smem še to malo podrezati, predno gremo še naprej, zdaj si v letih malo, ne, zdaj nisi več mladenič, ne, to štima, mislim, dela to tako mora, ali si malo razočaran že, ali se ti daj kaj zgodi čudnega, ki se ti včasih ni. Kje smo tu?
Pa ne se zdaj ven metati neki, ne češ, jaz Ne. sem jebat star, jaz to zdaj fukam tako prej. Lepo, da mi iskreno poveš. Iskreno, še kako je. Ja. Jaz zdaj to več ne počnem, tako da ne vem, a dela ali ne dela. Ja. Ne počnem več tega, ker se mi ne da. Kaj pa pol delaš? Kar čem. Kar češ? Ja. Pa si zadovoljen še, mislim. Se pogovarjate kaj z njim? No, ne, za farbo slučajno bi tole, ne? Ja. Za enkrat Ja. dela. Ja. Viagra? Nikdar v življenju. Kamagra? Nikdar v življenju. Planiraš pa? Ti bom povedal. En moj kolega je medicinski brat v enem zdravstvenem domu in jaz sem enkrat, to je bilo nazaj 10 let. Pa daj mi ti zrihti to kurčevo Viagro, ker imel sem eno, da bo jo pa 2 dni. Ja. Veš, kaj se je zgodilo? Pojem jaz ono Viagro in od takrat me ne pripraviš več, jaz sem mislil, da bom umrl. Kaj srce začelo ti biti, ali kaj? Jaz sem mislil, da bo srce mi skočilo ven. Solzne oči, tako da so mi tekli. Kaj si preveč, cel paket pojedel, kaj? Ja, Mislim, ne vem. pojedel sem eno tabletko. Ja, in je bilo taka reakcija. Nikdar, jaz sem mislil, da bom umrl. Jebem ti. In tudi nisem mogel nič več. Ja. Čuda. Ja, no, to je bila moja izkušnja z Viagro. Ja, no, jaz še ne vem, ne, na srečo. Ne. Jaz jo potem tudi ti je bilo, pa dej vze, ne rabim. Ne rabiš. Ne, ne rabim. Pa kaj pa recimo, no, seks ti pomeni še vedno to v lifeu, kot ti je, ali ti bolj vsem pomeni, zdaj ne vem, ženska energija, bližina ženske, pogovor, objem, ali imaš še vedno rad seks, tako si ga imel? Vse to, kar sem štel, bom rajš, ker seks, ampak itak pa na koncu gre pa še seks, pa je tudi dober. Ja. Ne? Tako da imam rad tudi seks, še vedno. Kolikrat na mesec seksaš? Na leto? Na teden? Na mesec, odvisno. Včasih 2-krat, 3-krat, včasih ni, odvisno, koliko se mi da. Ja, po potrebi. Po potrebi. Ko želim. Ni pa nič več tisti, ki je bilo, ker sem mogel, če nisi v zboru. Ja. Tega ni več, priznam. Ok. Tone, kaj pa tvoj pobeg v narodno zabavno sceno, ne, mi je zanimivo, sem malo raziskoval tale skupina Kolovrat, kjer je pela tale Tamara Goričane, če se ne motim, ki je zdaj voditeljica na Radio Aktual, ne, ki je voditeljica. Kak je bila pa ta zgodba, ker to sem takrat videl v teh narodnih nošah, sem rekel, pa pizda, kaj se je s Tonetom zgodilo, ne? Ampak zdaj to tako vsi počnejo zadnje cajte, ne vem, da Šoto Pesner recimo je zavil v to sceno, ampak sem rekel, kaj je s Tonetom, a rabi denar, ali pizda, kaj se je zgodilo z njim, ne? Tako sem jaz takrat to gledal, ne, ker sem te imel pa za rockerja, gor dol, ne? Daj mi malo to povej, no, kak si zavil v to narodno zabavno sceno, katero si pa tudi čez nekaj časa si jo pa zapustil, nisi več to delal, ne? Ne, mi smo vsi naenkrat nehali. Takrat sem prej govoril, ker so mene vrgli s pop dizajna ven. Si mogel nekaj začeti delati, ja, veš, da ste pa Kot sem ti na začetku rekel, muzika je hujška heroin. Moraš nekaj delati, nekaj, ne vem kaj, igrati, ustvarjati, ne vem kaj. In sem ustanovil Kolovrate, to narodno zabavno skupino, ker je res pela Tamara Goričanec. Se je dobra pevka. In na back vokalih v Hali Tivoli bo ravno ona. Ja, bravo. Mi smo posneli 3 albume. 3 albume? Za to narodno zabavno. Bili smo 2-krat v Kanadi in v Ameriki na turneji. Se pravi, da si resno zgodbo z tega naredil? To je bilo, mi smo bili orang band. Celo na začetku smo bili pa res orang band, smo bili pa trio, ker smo se šli pa kao Avsenika, tercet, je bila pa Andreja Čamernik. Aha, ko zdaj s tem le igra našim Joe Cockerjem slovenskim, ne? Viktorija Petek, žal pokojna, Ja. pa Marko Pezdirc, Aha, zlati muzikanti. to tudi, viš, to so resne zgodbe, pizda, ne? Smo se šli, Pri tebi so skozi resne zgodbe. smo se šli orang, ampak pač ni šlo, pa je šel v stran, pa ne vem, kaj je bilo. Ja. En je šel na šihti, kamion vozil, pa ni bilo več cajta. Nismo nikoli razpadli. Band še vedno obstaja, ampak ne dela. Ja. Razumeš? Tako da. Kaj pa tele, Rostfrajeri, to vem, da tudi en cajt si tam sodeloval, zdaj to še obstoja, sploh ta band ali ne? Rostfrajeri sem tudi jaz naredil. To si ti naredil? Ja. Čekaj, ta Vojko Sviligoj, ne, je zraven, ne? Od Don Žuana bivši. To si ti naredil tudi?
bobnar, žal pokojni Janez Hvale. Je umrl, ja, to je pa problem. Bil je na začetku Dare Petrič, od Hazarda kitarist, pa jaz na basu. To imelo pa vedno gušt igrati stare hite. In to ne večera si naša fešta, če me razumeš. Ampak mi smo igrali Creedence. Mi smo igrali, ker zelo malo bendov slišiš, da bi igral od Eaglesov Hotel California. Ne morajo vsi, ne gre. Mi smo igrali to. In smo prav uživali. Pa to je zdaj na stand-by. To je pa Hvale umrl. Takrat se je nehal, ne? Takrat se je nehal, pa sem jaz šel tisti cajt spet nazaj po dizajnu, pa so oni dobili enega novega bobnarja, pa novega basista, pa še nekaj delajo, ne vem koliko, ampak se dobivajo vsak teden, vadijo pa se imajo fajn. Ja. No, kaj pa ta najnovejši pevec zdaj od pop dizajna, ki ga bomo videli 15. Ne, v Hali Tivoli? Kaj pa njegova zgodba zdaj? Si zadovoljen, je to? Ali muke, vem, da ga zdaj ne boš mendešin popizda, ne, če je zdaj zraven, ampak kje smo tu? Je to zdaj prava pot? On je najboljši, kaj? Ja, pa bo to vztrajal zdaj, ali boš nehal spet, ali boš Rudana nazaj poklical, Resnika, kje smo zdaj? Zdaj pa je konec. Mika Masneca, ne vem, Hercoga. Ja. No, zdaj pa nikoli več. Ja, zdaj si se odločil, da bo zdaj ta. Ja. Definitivno nikoli več v življenju nočem sodelovati niti z Rudanom, niti z Resnikom. To si prišel gor, kaj, po 10 kreših si to prišel gor zdaj? Enkrat pa 100-krat na let, jaz sem šel 200-krat, ampak te prav bebec gre pa 201-krat. Ja, ok. No, zdaj sem pa jaz to nehal. Ok. Maj, naš stanov, ima dober potencial. Vse je dober, ne, to moram reči, da je na pravi poti. Ne? Kar je to, kar sem enkrat ti rekel, ki je prišel Resnik, so mene, kje sem dobil to opico. Ampak jaz sem vedel, da se bo naredil, ker imel je nekaj, ne vem, kaj je imel. Karizmo, ne, on ima karizmo na odru, ima to dejstvo. Ravno tak je Maj. In vem, da bo se naredil odličnega pevca. Mene sicer moti, ker ogromno krat slišim, pa to je mladi Resnik. Ko je na odru isto energičen, pičke tam spodaj ga požirajo, razumeš? Takšen je, ne? In vem, da bo naredil. Je pa tudi njemu težko, ker vsi pri pop dizajnu še vedno gledajo, kar ni prav. Da pop dizajn je resnik. No, pop dizajn ni resnik. Pop dizajn so naše pesmi, pop dizajn smo mi, ki igramo. Komplet, ne? Tako da sem prepričan, da bo. Da bo spelo in da bomo vsaj letos še, pa tudi letos bomo celo turnejo po Sloveniji naredili s simfoničnim orkestrom, tako da verjamem vanga in to je največ. Super. Ti, kaj pa, ne vem, boš naprej, zdaj imaš plane delati z pop dizajnom do kraja, dokler se ti bo dalo, ali imaš kakšne druge projekte, ki še ne vemo, ali je zdaj to ta špura pop dizajn s tem Majom in to je zdaj to in si se umiril, ne iščeš nekih drugih poti, je to. Nič ne rabim. Boš kaj spet Polovrat 2, Rosfrajer 3, ne vem, Tina Pulko 4, ne vem, ne. Štokholm sindrom, ne vem, ne, povej, mislim, ja. Mogoče bi, itak s pop dizajnom bomo igrali, dokler bomo igrali, dokler se bomo imeli fajn. In dokler bom jaz sem imel fajn, da bom jaz zadovoljen, da bom tle miren. Do takrat bom igral. Ker pa meni ne bo več, bom nehal. Ne rabim. Ker jaz dost pretresov je bilo in dost sranja in bilo je lepih stvari, ogromno. Ampak ne. Da bi mogel trpeti, ker grem na špal, to se ne bo zgodilo. Pa energijo še pa imaš pa voljo, da si še na odru pred formami. Si uživaš še kar? Itak da uživam. To si ti, ne? To je adrenalin, to je, ker vidiš feedback od folka, pa malo sem tudi nečimren, ker vidim, kako pojejo moje pesmi. Mulci, rojeni niso bili. To znajo vse na pamet. Tone, vsakega gosta to vprašam, pa bom tudi tebe. Kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Ne vem, če kakšen dedec sploh prizna, da je jokal. Jaz sem jokal velikrat. Jaz rečem, da sem polštar objemal.
Spomnim se, da sem jokal 14 dni, ko sem delal Potepuha. In če dobro pogledaš besedilo, ti bo vse jasno, kaj sem čutil. In kako sem ravno tako, ko si na tleh. In tudi vem, za kero. Ja, se pravi to, da si dejansko dal sebe v te pesmi, če rečem, in te to. Zato vedno trdim, da so besedila tista, ki pesem obdržijo, in moja besedila, niti enega besedila nisem naredil, da bi rekel, zdaj bom pa naredil enega, da bo pa za mamo čestitko, da se bo vrtela po naši poslušalci, čestitajo in pozdravljajo. Nikoli. Jaz sem naredil vedno samo tisto, kar sem čutil. Imel sem to srečo, da sem znal povedati, da z drugimi besedami, da imam nekoga rad. Ne, rad te imam, ljubim te, pogrešam te, tega to ni pri meni. Jaz sem znal povedati, da nekdo se v tvoji srajci prebudi, ko si na tleh. To sem usrečal. Ljudje, probleme, ki sem jih jaz imel, takrat, ko sem to delal, tudi v današnjem cajtu imajo ljudje iste probleme. Isto jih punca pusti, bla, 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 fant pusti, kar je tudi moderno. Drži, ja, drži. Skratka, so razočarani, jokajo, tudi če ne priznajo, so žalostni. In zato se tudi v današnjem času tudi mladi ljudje v mojih pesmih najdejo. Milijon % to tam roko v ogenj. Zdaj pa glede na to, da si ti legendarni hitmaker, se pravi človek, ki je dejansko res naredil, ustvaril nebroj hitov, veš, da bo en komad hit, to bi vsak, ko ga vprašam takle, mi pravi, da ne, da ne moreš vedeti, kjer komad bo hit, pa da zdaj presenečen, da je nek komad hit, je res nemogoče reči, zdaj bom pa napisal fucking hit. Ker vem, kaj je trend, vem, kaj bo vžgalo, ali je to res misija nemogoče. To je tak genij, se še ni rodil. Se še ni rodil? Ne. Ker to bi, če bi pa bilo... Zakaj to ne gre, pizda? Če bi bilo to simpel, bi to vsak naredil. Ja. Ker to je želja vsakega. Dobro, tisti, ki ne zna, ne more, ne? Ja, dobro. Ti recimo znaš, ti bi lahko vedel, kaj je hit, ali ne moreš. Ja, lej, jaz mislim, da se da. Zdaj, najprej moraš narediti muziko, tako, kot sem jaz rekel, da ne iščeš neke rime, da nekaj mora pomeniti. Neka štorija. In zdaj, če je to dober, pa spet moraš ta pravi cajt moriti ven, da ljudje poslušajo, se veš, kaj zdaj poslušajo, kaj si dobila sir, si jedla sir, pa ne vem, kaj krava daje mlek, pa tako, mislim, to je za popiziti. No, jaz se včasih oglasim, če smo že pri tem, in je mi najbolj fascinantno, se pravim, zelo zadnje čase, jaz sem znam potem, da se nikoga ne bojim, pa da vse povem, ampak zadnje čase pizda se zameriš res toliko ljudem, če šimfaš ravno to, kar si zdaj ti omenil, ta res posrana besedila pizda in te posrane bende, ampak kar je meni fascinantno, pusti njega, ki je to naredil, folk te napade. To je za njih genialno, to je za njih novi Mozart, to je za njih pizda Michael Jackson. In ti, če gledaš na YouTube po temi komadi, to niso lažni komentarji, to so resnični komentarji, bravo stari, kar tako naprej, odličen komentar. No, kaj boš pa na to rekel? A so mladi šli čisto kurac pizda, kar se tiče okusa, če si že to izpostavil. To se že večkrat rekel, da to me moti, ker to so sicer muhe enodnevnice. Sam pridejo novi, nima veze, pridejo novi. Jaz še vedno, kar sem prej rekel, da komad, če dober, če stoji, če dobro besedilo, bo še vedno uspelo, bo slej ko prej prišel ven. Se pravi, ne bojo ti komadi zasenčili. Ja, sej so, vedno so trendi, zdaj to pa je bila harmonika, pa je bil pop, pa je bil dance, zdaj se bo obrnil. Na 4-5 let se obrne trend. Zdaj veš, kaj je bilo prej, govedna, kao, harmonika, fuj. Ja, zdaj pa to mainstream. Še prej je bilo, atomi harmonik so prišli ven, zgalna brizga, ki je bilo, harmonika pa to, prej so bili ti dance, ne vem, kaj so bili disko, razumeš? Pa je spet pop prišel, ki smo bili mi. Slej ko prej smo spet obrnili, da je lahko dober komad, da bo spet prišel ven.
Ker to, kar si rekel, da kar poslušajo, ker jaz to poslušam, no, jaz ne poslušam, ampak. Ja, se tudi, če nočeš, pride do tebe. Ne? Meni je sram, da sem skontal, sorry. Ker to je na nivoju Pite Kantropa. To je ponovljanje, no. Kot da bi tekmovali, kdo bo naredil slabši komad. Ja. To je moje mnenje, se pravi, nočem izpostavljati meni, ampak ljudje imajo pa to radi, ne? To me je zanimivo, da to imajo mladi radi. Imajo in vidim, da je toliko gledal, da jih ne moramo imeti, ampak jaz se pa sprašujem, pa kdo to gleda, pjebemu Boga, da rad bi ga spoznal. Ja, mladina. Vse grejo tudi na kvalitetne koncerte, sam grejo pa velikokrat tudi na to in so celi navdušeni. Ne? Ja, no, lej, ne vsak dela svoj posel, jaz sem s svojim poslom zadovoljen in jaz bom, če bom še kaj delal, kar verjetno bom delal v tem džiru, ne bom se predal za to, da bom enkrat več špilal ali pa da bo enkrat več na radiju. Se zavrtel. Ne vem, kjer mladi sploh to vrtijo, ampak vrtijo. Ja. No, in če ob koncu zamenjamo vloge, ne, in ti dam šanso, da me vprašaš 3 vprašanja, karkoli ti pade na pamet. Pa se bom potrudil biti iskren. Če nimaš, to boljš. Če pa imaš, pa streli. Ja. Zdaj, glede na to, da prihaja kmalu moj roast, ne, 10. marca, tam ga bom najebo face, ne, a veš, ampak dobro, jaz sem pripravljen, ker na koncu jaz vrnem. Ne. Tako da izvoli, če imaš, ni pa nujno. Lahko si pa daš duška. Ja, zdaj sem presenetil. Vse to je poanta, ne, da nobeno ne povem, ker pa bi se vsi pripravili, me jebali v glavo, ampak glej, Ja, ne bi vedel isto. Mi se sicer poznava, ampak se ne poznava tako dobro, da bi ti itak od meni vse veš, ne, od vseh mojih babah in vse. Ja. Jaz to tebi vem. Še več, ko si misliš. Razen to vem, da so bila v bistvu skoraj sodelavca na Radiu Zeleni val. In jaz en del moje kariere dolgujem tebi, ker si me gostil takrat v svoji vdaji, ker mislim, da sem predstavljal, kaj sem imel, ginekolog, komat ali koji kurac sem takrat imel, in vem, da sem pri tebi bil gost, mislim, enkrat, celo 2-krat, ne, na Zelenem valu, to se spomnim, ne, ker si ti vem, da tam me vdaja. Tako da veš, ne poznam te toliko, da bi lahko te vprašal kaj pikantnega. Hvala Bogu. Ker prav gotovo obstajajo pikantne vprašanja. Ne ostane pri tem. Ne ostane pri tem. Drugač pa moje pikantno vprašanje je, zakaj za kurac si me odprijateljil na Facebooku? Ne? Nikoli v življenju. Si me, ker si mi nekaj zameril. Razčisma to zdaj. Pizda ti mater na to neko šmerl. Ne? Razčisma to zdaj. Ne? Kako sem te zablokiral? No, ne zablokiral, odprijateljil. Ne? Če so prijatelja. Nekaj sem te jebo in si me odprijateljil. Ne? Če so prijatelja. Ne, nisma. Kako ne? Poglej, nisma. Ne, da bi vedel, da sem ti kaj zameril, je pa res, da... Nekaj sem te jebo enkrat, si ti mi povedal. Ja. Za plagijate sem nekaj jebo. A si me? Ja. Mislim, da si nekaj napisal enkrat, zakaj Resnik pa Ruda neke komade, tvoje pojet, ali kaj je že bilo, pa sem pa jaz rekel, ta prav se je oglasil pizda, ko je skozi drugih komade pejal. In si bil jaz si mislil Gartner, jebi se. Te gleda. To se spomnim. Ja. Saj si pozabil že, jaz sem te spomnil. Zdaj si me spomnil in se spomnim, da je bilo. Ja. Sam ne verjamem, da sem te skenslal. Ja. Vem pa, da si to napisal. Kaj se je zglasil? Na koncev Rudan in Resnik zdaj, ki nastopata. Zdaj skupaj, ja. Nastopata samo z mojimi komadi. In samo to propagirata. Ne bom ti legal, ko si na tleh, po tepuh, kada nimata svoje kariere. To so, bom drugače rekel, da bom pošten, da me ne more noben za kurac sprejeti. To so moja besedila. In ljudje pojejo besedila pod odrom, oni ne pojejo bas bobna pa činel. Oni pojejo tekst, ki sem ga jaz naredil. Na kaj sem ga naslonil, na kaj sem ga podlepil, to je drugo. Ampak to so moje besede. Pa si dovolil, da pojejo to? Ne morem. Lahko, ne moreš to prepovedati. Ne, to je, ne moreš. V Sloveniji se to ne da. Tone Košmerl, zdaj si zadnja leta tudi ribič, vem, ne? Si ujel neke ogromne ribe, s tem si se ponosno pokazal, da si nekaj 10-metrsko ribo ujel enkrat. Ne? A veš, ne, to v prostem času verjetno rad počneš, ne? Kaj druga te še sprošča, kaj imaš? Zadnje še ribič. Če dalje hujš. No, vidiš.
Nekaj da si objavil neko sliko, kur imaš 400 metrskega krapa. Nisem objavil ta prave ribe, ker ne smem, ki je prepovedana. Na črno lovil, ali kaj? Kaj si, belega morskega psa? A ja, tuno. Lovim, to mi je, zadnja leta mi je to največji užitek v življenju. Grem na čovn, lepo. Če to loviš kaj, na morju? Na morju, ne. Sladkovodno me ne zanima. Ja, na morju. Morskega psa si že ujel? Tudi. Kakega? Belega? Ne vem, kakšni bil, to klibi velik. Ja. Meter. Ribiška je taka, veš, ne. Ja. Lovim, vse sorte lovim. V bistvu celo leto, poleti jem samo hrano, ki jo ujamem. Od lignov, do zobacev, do orad, do brancina, do tune, do nidri. A tak si ti to? Ok. In kaj bi rekel najnim gledalcem ob koncu, ne? Kaj bi jim položil na srce? Veš kaj, mislim, da bodo redki, ki bodo to gledali do konca. Ne, bojo gledali, ne skrbi ti. Po mojem, bosta sam še en ali dva, tista, ki sta pod prisilom morata gledati. To imaš prav, ja. No, pa kaj bi rekel tistima dvema, ki sta zdaj ostala? No, ta dva, ki to gledata, sta narodna heroja in bi jim dal značko za hrabrost. In za vse ostale, ki pa mogoče bodo pa še enkrat šli pogledati, pa da ne pazijo na se, pa najbolj ne pa pazijo na tiste, ki jih imajo radi. To si pa lepo povedal, veš? Ja, tako sem mislil, da tako mora biti. Če imaš nekoga rad, moraš paziti na njega. Če bi v meni napisal komad, kak bi bil naslov? Pa zakaj ga še nisi? O tebi? Ja? Ne, v sosedu najdemo. Ja, v meni pizda, ja. Tebi bi bil seksmanjak. Seksmanjak? Kaj to narodno zabavni šit bi naredil? En tak naslov bi bil. Ja, seksmanjak. Ja. To je potencialni hit, veš? Ja. Jaz bi bil pa v spotu not, ne? Ja. Okay. Tone Košmerl, hvala ti lepa za tale iskren, zabaven in tudi zelo odgovorni in resen človek. Veselilo me je sprašal, ne? Ja, hvala za povabilo, jaz sem užival, meni bo dobro. In upam, 100% sem, da bo ta 15. februar totalni rastor, totalna ludnica in da boste Slovencem tako kot vedno pokazali, da ste cari, da je pop design blagovna znamka, da to poka in tudi seveda dobri gosti so, ne? To si že vnaprej omenil, ja. Kozarič, Wolf, Saška Lendero in tako naprej. Ne? In kaj ti ne rečem, želim ti klasiko, ne? Želim veliko uspehov, veliko pizdarij, veliko dobre muske, zdravja, ki si že v teh letih. Ne? Ja, zdaj pa že. Ne? In da bi imel erekcijo, pizda, da ne pretiravamo, tako res ta pravo, rečma, pa 3-krat na mesec, pizda, čez dost. Dost, Ja, 3-krat na mesec, pa da ti res, pa da ti stoji 1 uro skupaj, ne, da neki popušča, da stoji. V teh letih je to že pretiravanje, no. Kaj rečemo, 2-krat. To je pa... Sam da je da ne, da je, pa ni, pa ne veš, da je pač, razumeš, če isti položaj 1 uro, da te ne moti, da stoji, pizda. Da stoji. To ti želim. Ker isto, vem kako je, se tudi meni že zgodil, ne zdaj, sem pa tja. To se vsem zgodi, ja. Najhujša umetnost je z mehkim. Ja, to pa res, pizda, bravo. Pa z mehkim ti rata, si pa genij. To je pa velemojstersko. Ja, vidiš. To je pa velemojstersko. To so pa jaz velemojster. Ne bom ti ugovarjal. Čuj, uživaj, drži se in hvala ti še enkrat, dragi gledalci. To je bil Tone Košmerl, jaz vas še enkrat vabim v to hiperbarično komoro. Ne? To moraš priti probati. Tone, če imel čas, OxyHelp, se vležeš not, tudi na erekcijo vpliva. Ne? Ja? Ja, regeneracija, cela, kisik, čisti kisik, dejansko spusti v tebe. Ne rabim. Ne rabiš? Ne rabim. Dobre. Uživite, čau. Čau.